Novoletne zaobljube ali energijske zaveze in kakšna je razlika? Dobrodošli, dragi moji, in ponovno eno srečno 2022. Novo leto je že zamahnilo z svojo energijo in seveda, kot vsako leto poprej, se vedno, mislim, da kar vsak pri sebi malo vpraša, kaj pa če bi naredil kakšno novoletno zaobljubo. Ja, vedno nekako te energije in ta vprašanja pridejo na plano in danes bi te pa jaz rada malce poučila, naučila, pripravila sem ti tudi neko tako slikovno predstavitev o tem, ali je mogoče to sploh zate. Okay? Rada bi te nekako vodila čez en tak mali test, zato da se vprašaš, ali so novoletne zaobljube sploh zate ali pa ne. In v primeru, da mogoče pa niso, kaj pa potem narediti, glede na to, da vsem smo na zemlji z nekim namenom in glede na to, da smo tukaj vsekakor tudi zato, ker ima duša neke svoje cilje in želi si neke svoje izkušnje, kaj pa potem narediti, če pa mogoče novoletne zaobljube niso čist ravno pisane na tvojo kožo. Tako da takrat pa obstaja nekaj drugega in to so energijske zaveze. Zelo dobro pa je, da veš, ali so ti na kožo bolj pisane energijske zaveze ali so ti bolj pisane novoletne zaobljube. Zaradi tega, ker če ti je mogoče bolj pisano na kožo, da si narediš energijsko zaobljubo namesto novoletno, ti mogoče potem definitivno predlagam, da te stvari poznaš, zaradi tega, ker potem ti novoletna zaobljuba ne bi šla v neko dobro manifestiranje, kar pa si zate ne želimo. In to je res ena vsebina, katera verjamem, da bo mnoge izmed vas, mislim, da jo rabite, no, če si iskreno povedala, definitivno pomirila. Hkrati bom pa jaz pomirjena zaradi tega, ker vem, da če boste tele stvari, kar bom zdajle povedala, poznali, boste v letu 2022 dosegli vse, kar si boste želeli. Samo na mogoče dva različna načina, kar je pa tudi super, ne? Gremo si pogledati, kakšne so novoletne zaobljube, kaj prinašajo, kako so energijsko sestavljene in kaj so energijske zaveze in kdo ste tisti ljudje, ki bi mogli zbirati energijske zaveze in kdo ste tisti ljudje, ki je pa čisto ok, če sledite novoletnim zaobljubam. Hej, mogoče bomo pa najdel pravi, da so vse dobre stvari tri, tudi tiste, ki boste uporabili oboje, to pomeni obe energiji. Okay? Pa si gremo najprej pogledati primerjave. Novoletna in zdaj lahko tukaj z mano istočasno spremljaš. Novoletna zaobljuba je nekaj, kar v bistvu daš sebi. Okay? Je neka zaveza, ki jo daš sebi, da boš pa v tem letu dosegel to pa to pa to pa to. Okay? In zaradi tega, ker se veste, kako je, bodimo zdaj čisto iskreni. Dostikrat smo recimo do drugih ljudi ful bolj prijazni, čisto iskreni bodimo, kakor pa do sebe, pač nažalost je to tako, upam, da se bo v tem letu 2022 za marsikoga to spremenil, ampak če nekaj daš neko zaobljubo samo sebi, jo najlažje prekršiš. Okay? Zato recimo ogromno, zdaj če bi gledali neko statistiko izmerjeno, pravijo, da nekje 90 ali pa še celo več procentov novoletnih zaobljub že v prvem mesecu popada v vodo. Zaradi tega, ker veliko lažje sebi prekršimo neke stvari, veliko manj imamo slabe vesti, kakor to, če nekomu drugmu, ki ga imamo radi, naredimo. Okay? Tako da, škoda, no, ampak se vemo iz izkušenj, da pač ko nekako je, ne? Energijska zaveza je pa drugačna in jaz te bom potem tudi naučila, kako lahko recimo za vse une, ki boste ugotovili, da malo bolj potrebujete v življenju energijsko zavezo, kako lahko to naredite. Okay? Energijska zaveza je pa nekaj, kar pa daš v bistvu svoji duši ali pa angelom ali pa kakšni sorodni duši ali pa nekomu, ki ti je zelo, zelo pomemben. To pomeni, da ti ne greš, to pomeni, jaz, Kristi, obljubljam sama sebi, ampak da rečem, dragi nadangel Mihael, ti si mene v letu 2021 ful lepo vodil, vem, da se nekatere stvari morajo spremeniti, tako da v imenu tega, da želim še močneje delati s teboj, dajem energijsko zavezo, da se bo spremenilo to pa to pa to. In kako se to naredi? To je najbolj, da se obnavlja ali v kakšnih duhovnih meditacijah, do česar bom še prišla, ker sem si posebej tukaj napisala, ali pa da lahko si pa tudi napišeš, enako kot novoletne zaobljube. Ampak bom o tem še malce majčkeno kasneje spregovorila. Ne? Novoletna zaobljuba je zelo merljiva. To pomeni, da je povezana s cilji. Hočem doseči
pa toliko stvari, do tega pa tega datuma, okej? Medtem ko energijske zaveze se delajo na drugačen način. Energijske zaveze nimajo, razumeš, neke, kako bi ti rekla, tarče. To pomeni, da se mora nekaj zgoditi 3. marca, a veš. Ampak je neka energijska zaveza, da bo neka stvar stekla. To pomeni, energijske zaveze niso, recimo, ne vem, novoletne zaobljube so, da boš zgubil, ne vem, točno 100 kilogramov, da boš tokrat na teden treniral, da boš toliko pa toliko ljudi poklical, zakaj, ne vem, pač neki. Medtem ko energijska zaveza se dela drugače, okej? Energijska zaveza je, da boš letos do sebe bolj prijazen, da boš si vzel več časa, ampak ne boš si ti naredil, a veš, jaz si bom do 3.3. vzel več časa za sebe, a ne? V bistvu energijska zaveza je neka obljuba, da boš neko energijo sprožil, ampak ne ustvarja, pa pritiska na tebe, da moraš to, kar si sprožil, dokončati in imeti, to pomeni, kot ciljno črto na točno določenem datumu, na točno določeni uri. Tako se dela energijske zaveze, a veš. To je bolj nek tak notranji vzvod, zaradi katerega ti občutiš ogromno nekega miru, medtem ko je novoletna zaobljuba bolj zunanji vzvod, ki zahteva od tebe, da vsi tudi drugi vidijo, da si ti nekaj dosegel, da se ti lahko zaploska in da se vidi ta rezultat, da se ga da izmeriti, da se ga da točno izmeriti in tudi primerjati, s čemarkoli pa želiš, a ne. Težava mogoče, kar jaz vidim, novoletnih zaobljub, kar jaz vidim, ne pravim, da so slabe, absolutno ne, vidim pa, da dostikrat, če recimo neka meritev, ki ti sprožiš neko spremembo, ni uspešna, kakor je novoletna zaobljuba zahtevala, motivacija hitro pade. Pri energijskih zavezah se to ne zgodi, motivacija ne pade, zaradi tega, ker ni cilj tista končna točka, ampak je cilj pot, kar ste pa verjetno že ta izraz že slišali, ne? Novoletne zaobljube se dela tako, da pač si jih ponovadi napišeš, da si določiš datume, medtem ko energijske zaveze se pa obnavlja v meditacijah. To pomeni, recimo, da se energijsko zavežeš, da boš našel svoje življenjsko poslanstvo. Primer, ti vsakič, ko greš delat meditacijo za življenjsko poslanstvo, dobiš en košček tega. In naslednjič, ko greš meditirati, dobiš naslednji košček tega. A veš, sestavljanka je, puzle so in vedno se zgodi nekaj novega, vedno dobiš nek nov odgovor, vedno se nekaj, razumeš, vse se sproti odpira. In iz tega notranjega vzvoda ti čutiš ta napredek, ne rabiš ga meriti, razumeš, zato ker itak v bistvu živiš za v bistvu te občutke in te odgovore, ki se sproti odkrivajo in je to neko tako, kako bi te rekla, duhovno popotovanje, ki te pa napaja z ogromno nekega miru in predvsem tukaj ni pritiska. Nekateri ljudje se pod pritiskom blazno dobro obnesejo, res super jim gre to, nekateri ljudje pa pač ne in to je dejstvo, ne. In recimo, jaz bi ti rekla za zaključek takole, a ne. Zdaj, kaj ti misliš, da rabiš? Rabiš novoletno zaobljubo ali pa energijsko zavezo? Ali pejti v cilje, pa pejti v motivacijo, pa pejti v samozavest, pa pejti v disciplino, pa pejti na črte, pa pejti delati urnike, ali pa si zaželi nekaj samo za sebe, niti ne rabijo drugi vedeti, za svoj notranji mir in sproži to in pejti v meditacije. Vsakič, razumeš, ko te pokliče meditacija ali pa duhovno izobraževanje, pa tako naprej, pejti v taka popotovanja in naj bo cilj, razumeš, nekaj, kar se ne rabi končati v letu 2022. Samo naj se rodi zdaj v 2022. A veš, novoletna zaobljuba je, da se mora nekaj začeti in končati v 2022, energijska zaveza je pa, da boš nekaj v tem letu sprožil. Ampak ne bo pa zahtevalo tebe, kdaj točno moraš to narediti. Vplet v to delo angele, pogovari se glede tega z njimi, pogovari se svojo dušo, se zato imaš meditacije in tako naprej. Zdaj pa kaj je pravo za tebe? Jaz bi ti tako rekla, če imaš ogromno volje, ogromno motivacije, čutiš, da je tvoje telo, tako kot sem ti tukaj napisala, polno energije, koliko čutiš, da si res, veš, una energijska bombica, potem lahko izbereš ali novoletne zaobljube ali pa kombinacijo
za mene to sicer najbolj pametna kombinacija, novoletne zaobljube in energijske zaveze, zato ker s tem dobiš absolutno največjo rast. Vkolikor ste pa v letu 2021 bili, dragi moji, pod stresom, ste utrujeni, izčrpani, brez volje, čute, da dostikrat ne najdete smisla, vam novoletnih zaobljub ne priporočam. Zaradi tega, ker potem ga boste ugotovili, da ne morete zbrati energijo za to, vam bo potem še toliko bolj, razumeš, neka samozavest padla, vklopili se ti bojo podzavestni vzorci, absolutno neki podzavestni vzorci, ki ti bojo dali občutek, da nisi dovolj dober pa dobra, kar pa nočemo. Vi rajš izberite energijske zaveze. Ekola, tako da zdaj sem vas malo usmerila, kaj delati. Jaz mislim, sicer po tej video vsebini, da vas bo veliko, ki rabite, evo iskrena bom, ki rabite energijske zaveze in mislim, da je tako prav. In upam, da ste zdaj bolj mirni, ker še vseeno imate neko notranjo rast, imate neko izkušnjo, na katero se lahko uprete in imate neko vizijo pred seboj, kar pa vsak izmed nas rabi. Moramo vedeti, zakaj smo na tem planetu, zakaj smo si ga izbrali in zakaj smo sem prišli in kaj je tisto, kar smo želeli z popotovanjem na to našo ljubo zemljico. Duhovni atelier Potovanje duše vam bo pa vsem tem seveda pomagal. Moram reči, da mi nismo imeli novoletnih zaobljub, smo pa naredili energijsko zavezo z angeli, kar jo imamo že od nekdaj, ampak nove energijske zaveze smo naredili, da vam pripeljemo neko nova znanja. Verjetno ste poslušali tudi astrologe, ki so napovedali, da bo letos leto prilagajanja. To pomeni, da energijsko bomo lahko cveteli tisti, ki se bomo znali energijsko prilagoditi na ves čas se menjajoče energije. Kar pomeni, da so nova znanja več kot nujna. Tudi če delaš v neki klasični karieri in tako naprej, je več kot nujno, da pridobiš neke nove izkušnje, neke nove energijske vzvode. Zaradi tega z veseljem napovedujemo, da smo vam pripravili kup enih novih meditacij s čisto drugačnimi darili. 11.1. seveda je nekaj, kar to si pa res ne želiš zamuditi, zato ker prvič delamo meditacijo Božja koda, mislim, da ni Boga treba posebej predstavljati, ampak delamo višje frekvenčno manifestiranje, tako res si želim, da si zraven, ker bo res fantastično. Potem pa sledijo nove meditacije, portali 222, kar bo samo letos tako skombinirano numerološko, polne lune in prihajajo čisto novi tečaji in izobraževanja. Za nekatera izmed njih vam seveda ponujamo tudi ogromne popuste. Imamo na novo dan angelskih terapij z menoj, ker ti bom pošiljala angelske terapije na daljavo in tako dalje. Mihael bo imel nov tečaj za akaškega terapeuta. Jaz univerzo spiritualnih študij in seveda stari znanci, stari tečaji še vedno ostajajo z nami. Vse smo že razpisali in tam, kjer smo vam lahko omogočili naša darila in popuste, več kot 20% smo številnim izmed njih namenili, smo noter označili v tečajih. Tako upamo, da smo vas s tem razveselili, ker vas želimo res podpreti. In to je naša energijska zaveza vsem vam. Hitro poglej na potovanjeduse.si, ker te čakajo vse te prelepe stvari za to, da bo tvoje leto 2022 naravnost magično in prav takega ti seveda želimo. Do naslednje video vsebine, kjer te bomo še učili takih in podobnih stvari, pa seveda lepo se imej in čao.